Zdelo se mi je res prikupno za dekleta, ki imajo nalepke, s katerimi lahko okrasijo strani. Misliš, da bodo takšna oblačila dovoljena pod talibansko oblastjo v knjigah z nalepkami? Ne, draga, ne bodo. Dejansko sva se spoznali na Snapchatu julija 2024 in se v resničnem življenju srečali šele decembra 2024. Kaj, misliš, da te je Afganistanec našel na družbenih omrežjih in te prepričal, da se preseliš k njemu? Mislim, da je izraz, ki ga iščem, kako izvirno. Ženske dobesedno nimajo nobenih pravic. To bo tisto, skozi kar bo šla. In po mojih omejenih raziskavah je njen mož res poskušal zaprositi za vizo za prihod v ZDA, vendar so mu jo zavrnili, ker je Afganistan na seznamu prepovedanih držav. Ta neumna ženska se seli v Afganistan, da bi se poročila s svojim fantom. Je Američanka, je liberalka in je neumna. In celo Afganistanci ji v komentarjih pravijo, naj tega ne stori, ker Afganistan vodijo talibani. Mislim, kako neumen mora biti človek, da misli, da bo ljubezen premagala vse. Ne kliče radikalnih džihadistov. Poglejmo, kaj se dogaja. Ženska iz ZDA je trenutno prava spletna senzacija, ker se, poslušajte to, seli v Afganistan zaradi svojega moža, ki ga je spoznala prek spleta. Tako neumno. Dobesedno. Pridobiva osebno izkaznico za Afganistan. Trenutno je pod nadzorom talibanov. Spomnim naj vse, da je Afganistan na seznamu držav, kamor Američani ne smejo potovati. A ta punca še bolj vztraja pri svoji selitvi v Afganistan. Pravi, da ji je internet rekel, naj ne gre v Afganistan 8-17, da bi bila s svojim možem. Torej, kaj bo naredila? Poglejmo. Svoj odhod bo prestavila naprej. Prestavila sem ga na 3. avgust, ker ga tako zelo pogrešam. Včasih vidiš nekaj, zaradi česar bi se najraje odjavila in sploh ne bi bila več na internetu. Ko že govorimo o tem, da ne bi bila več na internetu, verjetno res ne bo, ko se preseli v Afganistan. Niso ravno navdušeni nad družbenimi omrežji, še posebej pa ne nad tem, da so ženske prisotne na družbenih omrežjih. Ne, res niso. In ona je popolnoma neumna. In mislim, da se moramo kot družba vprašati, kako je mogoče, da dekle v Ameriki nasede tako neumni potezi. Neumna, nora, butasta poteza. Žalostno je, da verjetno nikoli ne bomo dobili drugega dela in izvedeli, kaj se zgodi potem, ker obstaja velika verjetnost, da nikoli več ne bo imela svobode. Ampak ne skrbite zaradi tega, fantje, ker je internet rekel, naj nečesa ne naredi. Zato bo seveda to naredila. Sem Američanka, ki se seli v Afganistan in to je drugi del vseh daril, ki sem jih dobila od moževe družine. Vse to je za otroke. Najprej sem dobila to pobarvanko. Zdela se mi je res prikupna za deklice. Ima nalepke, s katerimi lahko okrasiš strani. Naž? Res prikupna za deklice. Misliš, da bodo takšna oblačila dovoljena pod talibani v albumih z nalepkami? Ne, draga, ne bodo. Ima nalepke, s katerimi lahko okrasiš strani. Poglej, gola oseba. Ja, seveda. Talibani bodo to zagotovo oboževali. Pobarvaj jih, imaš tudi šablone in podobne stvari vgrajene. In potem sem za fante vzela še knjigo o Spidermanu, samo za branje. Kako neumno! Za zraven. Nekaj barvic in šilčkov, ki so se mi zdeli prikupni. Kupila sem tudi nekaj sestavljank. Ena je 48-delna Toy Story. Dejansko razmišljaš, da boš šla v Afganistan živeti pod talibani in se osredotočaš na to, katere igrače boš kupila tem otrokom. Zakaj jim ne kupaš, ne vem, kakšnih kompletov za zaščito pred posilstvom? 350-delna hičica, 500-delni barviti komplet. Tega ne morem gledati, kot da je to nekaj v Afganistanu. Ampak ali res je? Enako velja za tega. Mislim, da je to res prikupno in lahko to sestaviš, potem pa obdržiš in postaviš na ogled kamorkoli želiš. In nazadnje sem dobila te karte SpongeBob. Ali si kdaj res, mislim, da še nikoli nisem videla bolj zablodene osebe na internetu. Glej, jaz si za življenje ogledujem neumnosti na internetu, pa vseeno ne vem. Mislim, da ta neumna bejba preseže vse. Ona res preseže vse. Poglej njen dejanski odziv. Internet mi je rekel, naj ne gremo v Afganistan. 8-17. Da bi bila s svojim možem. Torej, spremenila sem na 8-0-3. Ali ni to popolnoma srce parajoče? To je mimogrede ta tip. Kakšne so možnosti? Bo ta tip dober?
Bo to tisti moški, o katerem vse sanjajo, da bi se poročile z njim, potovale z njim po državi. Veš, ko se zbudim in pomislim na ljubezensko zgodbo potovanja po svetu, si predstavljam Pariz. Predstavljam si Avstralijo, čeprav je Avstralija danes nekako podobna Afganistanu. Predstavljam si Italijo, nekaj oddaljenega, nekaj zapeljivega, nekaj lepega. Ne predstavljam si Talibanov, ker nisem neumna. Spoznali sva se na Snapchatu julija 2024, v živo pa sva se srečali šele decembra 2024. Misliš kaj? Kaj misliš, da te je Afganistanec našel na družbenih omrežjih in te prepričal, da se preseliš k njemu? Mislim, kako se temu reče? Mislim, da obstaja beseda za to. Prav gotovo obstaja beseda za to. Skoraj prepričana sem. Mislim, da je beseda, ki jo iščem, kako izvirno. Ni ravno tako, da bi bili talibani znani po tem, da poskušajo novačiti ljudi iz zahodnih držav, da bi prišli k njim. Kaj ne? Ne. Snapchat. Tako da sprva pravzaprav nisem iskala zveze, ampak sva si vseeno izmenjala številki za WhatsApp. Sem voznica tovornjaka, tako da seveda lahko klepetam ves dan. In on je bil res nekdo, s katerim se je bilo lahko pogovarjati. Ko rečem pogovarjala, mislim, da sva se pogovarjala 12 do 15 ur na dan, verjetno še več kot to. Tako da čeprav sva se pogovarjala le približno 5 do 6 mesecev, preden sva se srečala v živo, se mi je res zdelo, kot da ne srečujem neznanca, ker sva toliko časa preživela v pogovorih po telefonu in se spoznavala, da sem imela občutek, kot da ga poznam že od nekdaj, ko sem ga srečala. Torej, do tega trenutka sva že 2 leti v razmerju nadaljavo. No, ne polni 2 leti, ampak skoraj 2 leti. In res sem pripravljena biti z njim, ne glede na to, ali je to tukaj v ZDA ali v Afganistanu. To je pač samo moje mnenje. Mislim, da bi se več žensk v ZDA moralo odpreti in hoditi na zmenke z moškimi izven ZDA. Ja, hodite z Italijani, hodite z Evropejci, ne hodite s talibani. Ne počnite tega, to je neumna ideja. Več moških izven ZDA. Karkoli želite početi, ker moški imam občutek, da tukaj v ZDA preprosto niso pravi. Ta red pill vsebina, to 50-50, tega preprosto nikoli nisem razumela. In mislim, da so moški iz drugih držav vzgojeni z drugačnimi vrednotami glede družine. Ja, kot bam, kad te ne poslušajo. To je odlična talibanska vrednota. Morala bi si to pogledati. Bam. To je ta vrednota. Namesto, da bi odprli vrata, bodo naredili bam, vidiš? Zato se moramo boriti proti norim liberalcem. Ni zato, ker je samo neumno in moraš paziti, ampak zato, ker ima resnične nore posledice v resničnem življenju. Da ta ženska gre v Afganistan, iskreno, če bi ameriška vlada resnično marila zanjo, ji tega ne bi dovolila, se ne bi šalili. Nihče ji ne bi smel dovoliti, da stopi na tisto letalo. Nihče ji ne bi smel dovoliti, da gre v Afganistan. Seveda ima svobodno voljo, lahko počne, kar želi. Vlada ne bi smela posegati na takšni ravni, da bi odločala, kam in kako potuješ. Mislim, bolj teoretično, te ljudje so dejansko tako prepričani v svojo norost, da mislijo, da lahko grejo živeti k Talibanu in da bo z njimi vse v redu. Partnerstvo seveda pa je vsako razmerje drugačno. Vsak moški je drugačen. To je samo moja osebna izkušnja. In tvegati z nekom, za katerega si nikoli nisem mislila, da se bom vanj res zaljubila, je bila najboljša odločitev, kar sem jih kdaj sprejela. Wow, najboljša odločitev, kar si jih kdaj sprejela. Mlada dekliška punčka. Morala bi sprejemati boljše in varnejše odločitve. Veste, da sovražim uporabljati izdelke na svoji koži, ker nočem, da bi bila lepljiva ali zamašena. Želim se samo počutiti čisto. In vem, da je, če nimaš obraznega rituala, to skoraj kot zločin. Ampak zdaj, ko sem odkrila OneSkin, moram priznati, da sem se ves čas motila. Saj veste, še nisem stara, ampak v zadnjem času opažam spremembe na svoji koži, ki se je odločila, da je čas za staranje. In to je res nesramno. Ampak po veliko prepričevanja strani prijateljic sem se odločila, da poskusim in ja, zdaj sem spremenjena ženska. Ne promoviram stvari, ki jim ne zaupam. Vse veste, kako to gre, ampak mislim, poglejte, kaj menite. In to ni samo moja izkušnja. OneSkin ima več kot 10.000 5-zvezdičnih ocen in so zdaj vodilni na področju dolgoživosti kože. Moram vas opozoriti, da v nasprotju s tem, kar vam želi internet dopovedati, v resnici ne potrebujete zapletene rutine, da bi imeli lepšo kožo.
Nastala na podlagi več kot desetletja raziskav dolgoživosti, peptid OneSkin OSO1 je dokazano usmerjen v vidne znake staranja in vam pomaga do bolj zdrave kože zdaj in tudi, ko se starate. Za omejen čas lahko preizkusite OneSkin s 15% popustom z uporabo kode MEIRA na oneskin.co/MEIRA. To je 15% popusta na oneskin.co s kodo MEIRA. Ko opravite nakup, vas bodo vprašali, kje ste slišali za njih. Zato vas prosim, podprite našo oddajo in jim povejte, da smo vas mi napotili. Samo opomnik za vse ljudi tam zunaj, ki niso izobraženi o tem, kaj se dejansko dogaja v Afganistanu. Ker je to v resnici precej resno. Jaz vam bom razložila. Pravkar so naletele na video te mlade dame, ki govori o tem, da se seli iz Amerike v Afganistan. V Afganistan, tisti Afganistan, da bi bila s svojim možem. Prebiram komentarje, da se prepričam, da nisem česa spregledala. V komentarjih so afganistanske ženske, ki ji pravijo: punca, ne naredi tega, ne naredi tega. In ona tukaj govori: sledite moji poti, sledite moji poti, sledite moji poti. Punca, odrasla si v Združenih državah, tega moškega si srečala enkrat, v Pakistanu, bila si tam samo enkrat. Mislim, zdi se kot neka psihološka operacija. Misliš, da je to samo nek lažen AI račun ali kaj podobnega? Ne AI račun, ampak samo nek lažen afganistanski račun. Da bi poskušali prepričati Američanke, da to naredijo, ali je to tisto, kar se tukaj dogaja? Da se bodo preselile v Afganistan, kjer ženske dobesedno nimajo nobenih pravic. Karkoli je hujšega od kulturnega šoka, to boš doživljala. In po mojih omejenih raziskavah je njen mož res poskušal zaprositi za vizo za prihod v ZDA, vendar so mu jo zavrnili, glede na to, da je Afganistan na seznamu prepovedanih držav. In dejstvo, da imaš Jordanijo kot možnost, tega sicer ne bi priporočala, ampak dejstvo, da imaš Jordanijo kot možnost in se še vedno nagibaš k Afganistanu in brez zamere do Jordanije, to bolj govorim zato, ker si odrasla v ZDA, kjer so običaji, kulturne norme, vse je tako drugačno. Res ne morem razumeti tega. Preprosto kot ženske se res moramo naučiti poslušati, uporabljati svojo razsodnost. Imaš druge ženske, ki ti dajo strokovno znanje, ti predajo izkušnje, ti dajo širši kontekst, kaj ne? Ki imajo te življenjske izkušnje. In se odločiš, da boš zamižala na eno oko. Se odločiš, da boš to ignorirala. Ker si tako zaljubljena, tako zaljubljena, tako zaljubljena, ampak ljubezen te ne bo rešila, ko boš enkrat tam. Kolikokrat smo že slišali ljudi, ki so poročeni že desetletja, da ti rečejo, da ljubezen ni dovolj. Kako bo tvoja ljubezen premagala družbene norme, ki obstajajo? Stvari, na katere nisi navajena. Kako bo tvoja ljubezen pretehtala pravila, predpise in običaje talibanov? Govoriš, da nas boš obveščala, punca, sploh ne boš mogla biti na internetu. Že vem, kako bo to potekalo, ker sem že objavil posnetek ženske iz Amerike, ki je odpotovala v Afganistan, da bi ugotovila, katere pravice imajo tukaj v Ameriki, ki jih nimajo v Afganistanu. In tukaj je ta video, poglej si ga. Je v Afganistanu res tako slabo? Leta 2025 sem odpotovala. Sem, da bi kot ženska sama bolje razumela. In to sem izvedela. Tukaj je 5 stvari, ki so danes ženskam v Afganistanu prepovedane. Prva stvar. Ženskam ni dovoljeno nastopati ali govoriti v medijih, na televiziji, radiju ali v novinarstvu. Ali na družbenih omrežjih. Dekleta, samo zapomnite si to. Ženskam je tudi prepovedano moliti v mošejah in naj bi molile doma. Ženskam prav tako ni dovoljeno nadaljevati izobraževanja po 6. razredu. Obiskovanje parkov in telovadba sta ženskam prav tako prepovedana, kar jih omejuje pri dostopu do številnih zunanjih prostorov. Nazadnje morajo ženske v restavracije jesti tudi v posebej določenih prostorih. Torej, da odgovorim na vaše vprašanje, da, pravice žensk v Afganistanu leta 2025 so res tako slabe. Tako je, kljub temu še vedno imamo Američanke, ki se odpravljajo v Afganistan. Naj bo tako. Res mi para srce. Ta video mi res para srce. Je smešno in lahko se norčujemo iz nevednih Američank, ki gredo tja, ker zakaj bi si to izbrale. Ampak preprosto ne morem nehati misliti na vse Afganistanke, ki si tega niso izbrale, ki se ne morejo izobraževati, ki ne morejo ven, ki ne morejo moliti tam, kjer bi želele, ki ne morejo v parke, ki ne morejo... Omejitve za Afganistanke so nore. 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 In dejstvo, da je neka družba uspela prepričati svoje lastne ženske, da je njihova družba, ameriška družba, v slabšem položaju kot Afganistan, da ljubezen premaga vse. Mislim, resnično me to osupne. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.